Lep dober večer vsem tukaj zbranim in seveda vsem tistim, ki nas spremljate prek Zooma. Pozdravljeni na drugi okrogli mizi, ki poteka pod letošnjim okriljem dogodkov s krovnim naslovom Cilj trajnostnega razvoja med utopijo in realnostjo, ki jih pripravlja Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF. Z vami sem danes Maja Stepančič, jaz sem novinarka in voditeljica na Radiu Slovenija na drugem programu na Valu 202. Torej, pred nami je druga okrogla miza v okviru fundacije ASEF, ki vsako leto štipendira okrog 20 nadarjenih študentov. Ti se potem pri slovenskih profesorjih v tujini vključijo v 3-letni izobraževalni program in opravijo 10-tedenski raziskovalni obisk na številnih priznanih univerzah po svetu. Del tega je seveda tudi ASEF tutorstvo, kar v praksi pomeni, da letos študentje znotraj tutorskih skupin pod vodstvom mentorjev premišljujejo o najrazličnejših ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je določila Organizacija Združenih narodov. Že na prvi okrogli mizi ste lahko slišali ogromno idej in razmišljanj z različnih raziskovalnih področij in verjamem, da bo navdihujoče tudi danes, ko se bomo ukvarjali s podobnimi temami. 5 tutorskih področij, vsako skupino pa predstavlja en tutoriranec oziroma ena tutoriranka, 5 vas je tukaj, področja pa so računalništvo, fizika, kemija in biokemija, biologija in medicina in umetnost in družbene vede. In še preden gremo k razpravi, se vabim profesorja doktorja Jureta Leskovca prek Zooma, da nagovori tukaj zbrane in zbrane na spletu. Izvolite. Ja, hvala lepa, pozdravljeni vsi. Jaz kar žarim od navdušenja, ko poslušam vse te stvari in ko vidim, kakšne izjemne stvari in kakšne presežke lahko, kako bi rekel, naredimo skupaj. Torej, ASEF je, kot smo slišali, bil ustanovljen 8 let nazaj z idejo, da hkrati povezuje slovenske izobražence, znanstvenike po svetu, po drugi strani pa mladim v Sloveniji daje dostop do znanja, do znanj in izkušenj, ki jim lahko, kako bi rekel, spremenijo življenje in dajo priložnosti, ki v Sloveniji niso dostopne. In v teh 8 letih je ASEF štipendiral oziroma pomagal preko 200 študentov, kar pomeni, da smo največja slovenska štipendijska in organizacija, ki pomaga mladim. In tukaj, kot smo orali oziroma kot orjemo ledino pri povezovanju teh slovenskih profesorjev po svetu in dajanju priložnosti mladim nadarjenim v Sloveniji, da dobijo to izkušnjo dela raziskovanja znotraj laboratorija in na ta način pridobijo neprecenljive izkušnje, na ta način tudi kako bi rekel, orjemo ledino oziroma smo orali ledino na področju tutorskega programa. Se pravi, tutorski program izvajamo že 3. leto zapored. Tukaj sodelujemo z Univerzo v Oxfordu in njihovim centrom za tutorstvo, kjer kako bi rekel, se z njihovim nasvetom lotevamo tega programa. In jaz sem res vesel in kako lepo se je ta program in prijel in kakšne lepe rezultate daje. Zdi se mi izjemno pomembno ta vidik, kako bi rekel, tutorstva in tudi ta vidik študiranja neke teme, iskanja argumentov in piljenja argumentov. Ker način, na katerega, kako bi rekel, lahko strukturirano razmišljamo in se naučimo strukturirano razmišljati, je, da pišemo stvari in jih damo na papir. In to velja tako za argumente v znanstvenih člankih, kjer je potrebno najti argument, kako bi rekel, vektor napada, kot temu rečejo, da pridemo do tiste srčike tega, recimo, problema, ki ga hočemo predstaviti, ali pa rešitve, ki smo jo razvili. Prav tako mislim, da je ta sposobnost strukturiranega razmišljanja zelo pomembna za kjerkoli v življenju. In mislim, da tutorstvo kot program nam daje ali pa nas uči
te lastnosti ali pa te veščine strukturiranega razmišljanja. A ne? In to je ena izmed največjih kvalitet, ki jih mogoče jaz sam tudi iščem pri svojih doktorskih študentih. A ne? Da včasih rečem, da ta pravi misleci so tisti, kjer se entropija zmanjšuje skozi čas. Se pravi, da nekdo pride v sobo, ki je vsa razmetana, ampak ko gre ven iz sobe, reče, lejte, tukaj sploh ni toliko razmetano, tukaj so stvari, tukaj nekaj je levo gor, nekaj desno gor, vse je lepo in vse je urejeno. A ne? In znanost je taka, pridete v en problem, ne veste, zgleda kot ena razmetana soba in ko greste ven, so stvari lepe, urejene, smiselne in sploh ne izgledajo več toliko kompleksne in zakomplicirane, kot so mogoče bile na začetku. In tukaj je to iskanje enega reda, strukture in skušati strukturirano razmišljati. In mislim, da tukaj skozi te vaje tutorstva se učimo te izjemno pomembne veščine. Tako da tukaj pred nami je zdaj, se pravi, že kar 8. okrogla miza in ASEF-ovega tutorskega programa. Tematika pa zadeva prav nas vse zemljane, se pravi trajnost in razvoj. In hkrati je pa tudi pomembno, da te razprave kako bi rekel, vidijo luč dneva in tukaj tudi pripravljamo drugi zbornik, kjer teh prispevkov, ki ga bomo potem izdali. Tukaj je zbornik za lansko leto, letosni študentje pa tudi že pišete eseje za naslednji zbornik, ki ga bomo izdali. Tukaj bi se rad tudi zelo zahvalil vsem, ki sodelujete pri tem programu, predvsem Roku Sekirniku za njegovo vodstvo, energijo in inspiracije, predvsem pa tudi tutorjem, ki si kljub svojim, kako bi rekel, svojim zaposlenim in aktivnosti polnim dnevom najdejo čas za to aktivnost in prostovoljno sodelujejo in darujejo svoj čas za naše študente. Tukaj bi se rad prav poimensko zahvalil prav vsem, se pravi Zdenko Časar, ki vodi kemijo in biokemijo, Sašo Grozdanov, ki je tutor na področju fizike, Ivan Bratko na področju računalništva, Robert Dolinar na področju humanistike in umetnosti, Ana Ramovš za biologijo in medicino, ter Aleksandra Gregorič na področju ekonomije in financ. In res, moja iskrena zahvala vsem vam, da vzamete čas in energijo in pomagate tem našim študentom in jih vodite, da, kako bi rekel, da strukturirano rastejo in se razvijajo in odkrivajo svoje potenciale, ki jih imajo. Tako da najlepša hvala še enkrat in vam želim res lepo in plodovito razpravo. Najlepša hvala, profesor dr. Jure Leskovec, za tale uvodni pozdrav. Že vi sami ste omenili tutorje, naj pa zdaj jaz predstavim še današnje tutorirance oziroma tutoriranke. Tutorska skupina računalništvo, z nami je Domen Mohorčič, tutorska skupina fizika in matematika Gregor Kržmanc, tutorska skupina biokemija in kemija Iona Novljan, tutorska skupina umetnost in družbene vede Arjana Savarin in tutorska skupina biologija in medicina Nastja Turkanović. Dober večer vsem vam in predlagam, da kar začnemo z debato, z večerom, s pogovorom in da dobite besedo vi, ki ste danes tukaj glavni. Predlagam, da začnemo kar z računalništvom, tako kot ste po vrsti, tako kot sem vas po vrsti napovedala, in z vami Domen Mohorčič. V vašem eseju pišete o SDG 7 oziroma o trajnostnem razvojnem cilju, ki zajema pridobivanje čiste in sleherniku dostopne energije. V eseju se na to pomikate k opisu strojnega učenja in kako lahko to nadzoruje in tudi zaščiti električno infrastrukturo, ter ob koncu predstavite sodelovanje s ponudnikom energije, ki je pokazal zanimanje za uporabo strojnega učenja na podatkih in infrastrukturi. Zdaj, za nekoga, ki se ne ukvarja ravno z energetiko, morda za začetek poveste nekaj besed o samem cilju SDG 7, zakaj je pravzaprav nastal in zakaj ravno strojno učenje kot metoda zagotavljanja čiste in dostopne energije.
Ja, v redu. Ta cilj trajnostnega razvoja 7, SDG7 je nastal v bistvu na podlagi Združenih narodov leta 2015, ukvarja se pa z energetiko in sicer proba zagotoviti celotnemu svetu dostop do dostopne, zanesljive, trajnostne in moderne energije za vse. Problem na svetu je, zato ker še zmeraj nimajo vsi prebivalci sveta električne energije. Trenutno je na svetu približno 800 milijonov ljudi brez stalnega dostopa do elektrike. Problem pa je tudi, ker se je elektrifikacija v državah z razvojem upočasnila. To pomeni, da je vsako leto manj vlaganega kapitala v razvoj električnih omrežij tretjih držav. Prav tako je pa, na primer, neizkoriščena poraba obnovljivih virov energije. Trenutno se na svetu uporablja za pridobivanje elektrike samo 18% vseh obnovljivih virov, kar pa bi se lahko mnogo povečalo. Zdaj tukaj pa strojno učenje bi lahko v bistvu zraven prišlo s tem, da bi nam pomagalo izboljšati električna omrežja prvič kot načrtovanjem električnega omrežja, drugič pa z bolj efektivnim proizvajanjem električne energije. Ampak kako strojno učenje napoveduje porabo električne energije in zakaj je to napovedovanje pomembno? Ja. Električna energija je v bistvu, če gledamo iz vidika podatkov, je posebna vrsta podatkov. Gre za časovno vrsto, kjer vsak podatek ima zraven še čas, ko je prišel. V našem primeru bi lahko recimo merili energijo za vsako uro. Strojno učenje pa se v bistvu tukaj uporablja, da na podlagi preteklih podatkov poskuša napovedati prihodnje podatke. V našem primeru je to recimo poraba električne energije v naslednjih dneh. Problem edin pri strojnem učenju pri časovnih vrstah je, da za krajše časovno obdobje lahko napovemo zelo natančno rezultate, za daljše časovno obdobje, na primer za obdobje enega leta, pa smo že zelo nenatančni, zato je v bistvu treba napovedovati na dnevni ravni, mogoče včasih se celo za krajša časovna obdobja, če res želimo biti natančni. Je to napovedovanje rešitev za ta preobremenjen sistem in na pomanjkanje električne energije in na kakšen način bi bila to? To je rešitev, ker električni sistem je v bistvu zelo krhek. Vedno mora biti pač približno enako število proizvedene električne energije in porabljene. Če je proizvedene električne energije preveč, je omrežje preobremenjeno in lahko se na primer kvarijo razne komponente električnega omrežja ali pa pač je večja obraba. Če pa električne energije premalo, potem vsi vemo, da nam elektrike zmanjka. Z strojnim učenjem, potem, ko lahko napovedujemo porabo električne energije, so v bistvu vsi proizvajalci prilagodijo svojo proizvodnjo temu, da začnejo proizvajati električno energijo takrat, ko je treba, da je ne proizvedejo preveč in s tem, ko se v bistvu omejijo, da jo proizvedejo ravno prav, tudi sami sebi zmanjšajo stroške proizvodnje. Kako se to v praksi že udejanja? Kako bi lahko to strojno učenje zagotovilo čim večjo priklopljenost na čisto in poceni energijo? Kako omogočiti, da bi se čim več ljudi priključilo? Prej ste govorili, kolikšen delež še nima sploh dostopa do električne energije. Ja, v praksi se to v bistvu že uporablja vsakodnevno. S tem podjetjem sodelujemo z podjetjem Energetika Maribor. Oni imajo že svoje modele za napovedovanje dnevnega poraba, ne za električno energijo, ampak za toplotno energijo. V praksi se pa na primer to uporablja sploh za obnovljive vire energije, ker recimo sončne celice ne delujejo vedno, so zelo, temu lahko rečemo, nestabilne. V bistvu en dan je elektrika, drug dan ga proizvajajo malo manj zaradi vremena. Isto je z vetrno energijo. Če imamo recimo dober model strojnega učenja za napoved vremena, potem lahko v bistvu vemo oziroma napovemo, recimo jutri bo sončno, to pomeni, da lahko recimo nuklearna Krško dela malo manj, ker bo pač preostanek električne energije, ki jo je potrebno proizvesti, bojo prevzele sončne celice. Isto se lahko reče za veter. Če vemo, da bo pihalo in bo energija električna priskrbljena iz strani vetrnih elektrarn, se lahko kakšna druga elektrarna malo počasneje se s tem zmanjša stroške porabe recimo kurilnega olja, ki jo elektrarne potrebuje za proizvajanje električne energije. Se pravi, je to prava rešitev sploh za v zadnjem letu pogoste
opomine in težave energetike, dostopnosti, višanja cen? Ne morem jih reči za strani porabnikov, ampak sa strani proizvajalcev definitivno. Z Energetiko Maribor smo tudi začeli delati na projektu za optimizacijo proizvodnje toplotne energije. Pri njih trenutno so imeli tak sistem, da so nekako pač za en mesec naprej naredili seznam in razpored, kdaj bo katera naprava proizvajala električno in toplotno energijo. Sedaj pa se zaradi podražitve energentov to delajo na dnevni ravni. Problem pa imajo, ker pri svojem urniku prižiganja in ugašanja naprav ne upoštevajo cen energentov. To bi strojno učenje lahko ogromno pripomoglo, se bi lahko našlo način optimalnega vklopa in izklopa raznih naprav, da bi se jim zmanjšali stroški. Domen Mohorčič iz tutorske skupine Računalništvo, najlepša hvala za enkrat. Predlagam, da se pomaknemo kar naprej v vrsti in gremo v tutorsko skupino Fizika in matematika, predstavnik tutoriranec Gregor Kržmanc. V eseju z naslovom Jedrska energija kot privlačen vir energije se ukvarjate s prednostmi in slabostmi jedrske energije, omenjate fuzijo, preizprašujete se o slovenskem jedrskem scenariju, kjer ste se osredotočili na dva vidika, se pravi stagnanten scenarij, kjer Slovenija ne spremeni svoje energetske strukture, in pa jedrski scenarij, kjer Slovenija ugasne neobnovljive vire energije in dogradi jedrske reaktorje. Veliko se govori o zelenem prehodu, kar bi omogočila tudi jedrska energija. Kaj ste ugotovili? Se v Sloveniji splača vlagati vanjo? Ja, dober večer še z moje strani. Smo seveda analizirali nekaj podatkov, ki so dostopni v okviru agencije IEA, torej Mednarodne agencije za energijo. In zdaj nekako zelo na kratko povedano, da vsekakor menimo, da lahko Slovenija z dodatnim reaktorjem, se pravi še enim reaktorjem, odstrani vir z visokim ogljičnim odtisom, kar sicer smo pravzaprav tudi mislim, da v približno 10 letih sem nedavno prebral, da namerava Slovenija prenehati z uporabo vsaj premoga. Torej, poleg tega se bo pa seveda, vsaj jaz mislim, da se bo energija, se pravi, poraba energije samo še povečevala, se pravi, in res potrebujemo pač vir energije, ki je zanesljiv, ki je relativno poceni, tudi odporen na različne krize. In vsekakor menimo, da jedrska energija to je. Ja, pogosto se pogovarjamo, da smo malce prepozni pri gradnji infrastrukture, nimamo, gradnja pa se lahko zavleče v desetletja in o tem se še premalo razmišlja. Ampak na kakšen način se nam lahko vlaganje v jedrsko energijo, v grajenje reaktorjev v prihodnjih letih povrne? Ja, vsekakor, kot sem omenil, torej nekako poceni energija, tudi seveda pač emisij ogljikovega dioksida je precej manj oziroma praktično nič. Tudi odpornost energije, torej odpornost cene energije, vsaj po naših analizah je precej dobra v primerjavi z na primer zemeljskim plinom. To je tudi zdaj nekako aktualna tema, tako da jaz mislim, da so to nekako glavni poudarki. Pišete tudi o fuziji, ob kateri uporabite besedo utopija. Pred kratkim sem se pogovarjala z doktorjem Luko Snojem, ki dela na reaktorju Triga, in ravno o teh možnostih izrabe fuzije. Decembra so v Združenih državah Amerike dejansko ustvarili več energije, kot so je dovedli. Kje vi vidite prednosti, pa tudi pomanjkljivosti fuzijske energije in kakšne so možnosti v prihodnjih letih? Ja, zdaj, če se ne motim, je tak okviren naslov te okrogle mize, nekako trajnostni razvoj med utopijo in realnostjo, in mislim, da je to zelo dobra tema za začetek te okrogle mize, tudi se pravi nekako fuzija in fisija, torej nekako trenutna jedrska energija, torej nekako utopija in realnost. Zdaj torej lansko leto decembra, res 2022, so v laboratoriju Lawrence v kraju Livermore so torej uspeli prvič producirati več energije torej s fisijo, kot so jo dali noter, torej tam pravzaprav deluje nek laboratorij, kjer imajo ogromno, mislim, da približno 200 laserjev in so dejansko uspeli demonstrirati, da to je možno. Ampak to je res izjemen dosežek, ker je pač pomembno nekako za celotni razvoj tega polja, nekako v fiziki je, se mi zdi, neka konstantna šala, da
da ne vem, 20 let nazaj so rekli, da bo fuzija čez 20 let in zdaj nekako podobno, ali 30 let ali nekaj podobnega, torej to je zelo pomemben del, ampak to še ne pomeni, da lahko pač to, da je to že fuzijska elektrarna, to je še zdaleč, tukaj je še precej problemov. Prva stvar je, tukaj je v resnici torej ta številka, da je nekako vam prišlo več energije, kot smo jo vložili not, je zelo obetavna, ampak vse ne vključuje določenih overheadov, recimo, če uporabljam angleški izraz. Torej tukaj je še precej dodatne energije, ki je šla noter. Tudi, en problem je pa tudi gorivo, na primer. Zdaj pogosto, ko govorimo o fuziji, govorimo o DT fuziji, torej zlivanje. Torej za gorivo uporabljamo in izotop deuterij in izotop vodika tricij, ampak tricij je zelo redek izotop, tako da tudi tukaj je še veliko problemov glede goriva. Naprimer, ena možnost je bila tudi, med drugim je ta tricij tudi produkt fizijskih, torej tudi nekak trenutnih jedrskih elektrarn, tako da morda je tudi to rešitev. Bomo videli v prihodnje, doktor Snoj nekako razlaga, da je to mogoče čez kakšnih 50 let, ne bo tako zelo hitro, ampak ja, kot ste dejali, utopija je tudi naslov današnje okrogle mize, tako da je dobro tudi razmišljati o takšnih rečeh, za katere se morda zdaj ne izkaže, da imamo infrastrukturo, ki pa jo bomo lahko imeli v prihodnje, ampak govorimo tudi o sedanjih časih, že prej sem omenila krizo z energetiko. Kako se pomen samooskrbe z viri kaže v tem času vojne, ko se vojna dogaja na evropskih tleh in smo se tudi soočili? Ja, vsekakor vidimo, da je ta energetska neodvisnost zelo pomembna, torej nekako politična in energetska neodvisnost na nek način gresta z roko v roki, bi jaz rekel. Ampak seveda vojna je zelo nek kompleksen pojav, ki vpliva na veliko stvari, med drugim tudi na ceno zemeljskega plina, recimo, kot sem ga omenil. Še tole me zanima, če mogoče malce polemiziramo. Nekateri aktivisti opozarjajo tudi na tako imenovan nevaren del jedrske energije in jedrskih elektrarn, predvsem se sklicujejo na Fukušimo in seveda Černobil. Kako bi tovrstnim posameznikom razložili te prednosti, ki prekoračijo seveda slabosti? Ja, seveda se strinjam, da je vsaka od nesreč nekako bila neka prelomnica in po vsaki od nesreč smo se pravzaprav nekaj naučili. Zdaj, če primerjamo vseeno jedrsko energijo z ostalimi viri, moramo tudi upoštevati, torej kako recimo nevarna za zdravje oziroma za okolje je, moramo seveda poštevati, seveda CO2 bistveno, pa tudi pravzaprav vse smrti, vse bolezni zaradi PM delcev, ki so pravzaprav vodilni vzrok smrti, če smem temu tako reči, zaradi recimo naprimer premogovnih termoelektrarn ali pa kaj podobnega. Torej, niso to nesreče v rudnikih, ampak so pravzaprav dejansko bolezni in vse te posledice. Tako da jedrska energija, tudi solarna, pravzaprav sta daleč najboljši glede tega. Najlepša hvala, Gregor Kržmanc iz tutorske skupine Fizika in matematika. Seveda se še pogovoriva v nadaljevanju. Zdaj pa gremo naprej v tutorski skupini Biokemija in kemija in Jona Novljan. Živijo, dober večer. Strategije licenciranja v farmacevtskih podjetjih je predlog naslova vašega eseja. V njem imate razdeljenih nekaj tem, predvsem pa ste se osredotočili na inovativnost pri razvoju zdravil. Ja, v zadnjih letih, sploh v zadnjih 3 letih, smo bili priča velikim dosežkom na področju farmacije, sploh tej luči pandemije. V Evropi se pojavlja porast biofarmacevtskih podjetij. Kakšno pa je vse splošno stanje na področju farmacije? Kako je z inovacijami, ključnim vprašanjem vašega eseja? Ja, tukaj bi rekel, da je v bistvu tako, kot kar vsaka stvar, imamo dobre strani, imamo slabe strani. Se mi zdi, da imamo v bistvu v Evropi lahko in nasploh po svetu zelo veliko zelo dobrih primerov inovacij, zelo novih, recimo, ne vem, že to, koliko hitro smo mi lahko dobili cepivo za COVID, to je pač v bistvu, kolikor je okrog tega nekih polemik, je to v bistvu vrh tehnologije, ki smo jo zmožni sploh narediti. Potem razni napredki v genski terapiji, potem personalizirana medicina, v bistvu zelo veliko enih res kvalitetnih napredkov, ampak v nekem splošnem, če pa pogledamo recimo število zdravil, ki pride ven, je bilo recimo v 90-ih, je bilo recimo 30 do 50 zdravil, zdaj imamo recimo na leto še recimo, oziroma
okrog recimo 24 na leto, kar v bistvu pomeni, da se neka inovativnost splošno rahlo zmanjšuje. Čeprav v bistvu tehnološki napredek je zelo visok, v bistvu nekako produktov pa nimamo toliko, kolikor bi si jih mogoče želeli. Kar v bistvu to pa vodi v to, ta slabšo stran, ki pa pač, da v bistvu imamo res bistveno manj recimo problem je zelo z antibiotiki, kjer ni bilo novega antibiotika že kar precej časa. Potem recimo dosti manj je zdravil, ki so tako imenovanih first in class, kar pomeni, da so dejansko delujejo na novo tarčo, v bistvu na nek čist nov način. Večinoma zdravila danes so lahko me too zdravila, kar pomeni, da se v bistvu samo delajo na isti način, samo recimo rahlo drugače, glih tako, da grejo lahko mimo teh regulatornih institucij. In zato v bistvu naša skupina nekako vidi zelo dobro rešitev v temu, da se prek zadnjih 2 desetletjih res intenzivno začne industrija povezovati z nekako oziroma velika industrija, te ogromni proizvajalci zdravil, kot je, ne vem, Novartis, Sandoz, različni, da v bistvu se začnejo povezovati z manjšimi podjetji, z akademijo in to v bistvu vodi prek naše teme licenciranja, ker ko lahko v bistvu neka manjša podjetje ima neko res novo idejo, res neko stvar, ki pač večje podjetje se ne bo lotilo, se manjše podjetje recimo loti ali pa se akademija loti in potem, ko se dejansko nekaj razvije, lahko to potem preda in skupaj z nekim večjim bratom, da pač prinese to zdravilo dejansko do konca in do nas. Zakaj je licenciranje tako pomembno? Kakšni so ključni razlogi oziroma kakšne so prednosti in zakaj licenciranja ne smemo sploh zanemariti? Ja, licenciranje je zelo pomembno glih zaradi tega, ker neko ogromno podjetje ima vzpostavljenih zelo veliko enih pipelinov, kar pomeni, da v bistvu potek od neke baze spojin do zdravila je zelo nekako straight forward oziroma je voden preko zelo določenih in zelo v bistvu smiselnih načinov, kako najhitreje pride do zdravila. Ampak tukaj pa velikokrat lahko izgubimo to, kar pri res novih zdravilih potrebujemo in to so pač inovacije. In kaj lahko potem z nekim licenciranjem dobimo, je tako, da v bistvu neko malo podjetje od 10 malih podjetjih rata recimo eno zdravilo dobro in potem to zdravilo lahko pač v bistvu skupaj z neko večjo firmo preko licenciranja lahko skupaj prenesete do trga. In to v bistvu pospeši sam razvoj zdravil, ker ne rabi neka velika firma vlagati v tako veliko število novih recimo zdravil. Potem lahko recimo majhni firmi zelo omogoči dostop do novih trgov, do novih strank, ker recimo lahko je neka majhna firma zelo dobra v recimo inovaciji, produkciji zdravil, ampak mogoče pa recimo ni tako dobra oziroma je zelo težko pa za distribucijo z ostalimi deli, ki so tudi ključni pri to, da ti pripelješ zdravilo do uporabnika. Morda malce provokativno vprašanje, ampak se vam zdi, da recimo v primeru pandemije, ko se je zgodila, so takšne zgodbe, takšne stvari, ko dejansko nekaj zelo na hitro začne ogrožati človeštvo, pa se strnejo glave in se zgodijo večje revolucije in inovacije na področju farmacije? Definitivno. Res glih to, kar sem prej rekel, kako ljudje so skeptični glede hitrosti, ampak to je v bistvu glih to, kaj ljudje mi zmoremo, če je neka nevarnost blizu, tukaj in močna. In se mi zdi, da imamo v bistvu zelo veliko enega potenciala in najbolj pomemben pa seveda na žalost je večinoma denar. In če je dovolj denarja za neko težavo, se bo ta težava večinoma rešila. Tukaj se je tudi Evropska unija izkazala pri v bistvu sofinanciranju za cepiva. Ampak kako gre sta farmacija in trajnostni razvoj z roko v roki? Kakšne so prakse, kakšna je prihodnost na tem področju? Kot na vseh področjih se mi zdi, tudi na farmacevtskem delu zelo gremo v neko trajnost, v nek dober cikel, kjer lahko nekako krožno zagotovimo, da bojo stvari funkcionirale še za prihodne generacije. To se pozna recimo prek prehoda v zeleno kemijo oziroma biotehnologijo, kar pomeni, da gremo iz neke težke kemije, ki potrebuje veliko enih močnih reagentov, ki jih težko recikliramo, ki velikokrat končajo le kot odpadek,
gremo na recimo zeleno kemijo oziroma celo na neke biotehnološke procese, ki pa v bistvu, katerih mestni produkti se pa samo razgradijo. Potem je zelo velik napredek tudi v nekih trajnostnih dobavnih verigah, tako da se dejansko spremlja, iz kje materiali pridejo, kam bojo materiali šli na konec po uporabi, da ni le pošljemo na ladjo v Indijo sistem, ampak dejansko se skrbi in to je Evropska unija res dobra na tem področju. In mogoče še na koncu bi res omenil tudi to, da se poskuša vsaj zagotoviti nekako socialno blaginjo z namenom dostopa do zdravil, ker mi v Evropi smo zelo privilegirani glede do hitrega in dobrega dostopa do zdravil in se mi zdi, da je zdaj zelo veliko enih iniciativ, kako to razširiti mogoče bolj globalno. Odlično, Jona Novljen iz tutorske skupine Biokemija in kemija. Najlepša hvala za enkrat. Zdaj pa gremo k tutorski skupini umetnosti in družbene vede. Arjana Savarin, jaz vas kar vabim sem gor k meni. Vi imate predstavitev najprej, tako da najprej nam predstavite, kaj je v bistvu tema vašega eseja, potem bomo pa šli naprej s vprašanji. No, mi v naši skupini smo se lotili zelenih mest prihodnosti in sicer na primeru Nizozemske, ker smo obe s kolegico Nušo Dijak preživeli nekaj časa na Nizozemskem, ravno v času tudi poteka tutorskega programa. In zato že predhodno smo predstavili, da je Nizozemska začela svoj trajnostni razvoj že zelo zgodaj, v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Zato na vseh področjih je v samem svetovnem vrhu, po uporabi obnovljivih virov energije, po električnih vozilih, po trajnostnem kmetijstvu, čeprav tudi tukaj bi lahko najdli kritike, v glavnem po vsem je v svetovnem vrhu. Zato smo se zdaj odločili, da vam bomo predstavili torej neke zanimive izsledke iz intervjuja, ki smo ga opravili z nizozemskim arhitektom Emielom Lamersom, nove trajnostne pristope na Nizozemskem, na primerih iz prakse, večnamenske trajnostne urbane površine, in pristope rešitve, ki se navezujejo v zvezi s poplavljanjem in prednosti in pomanjkljivosti recikliranja. Ker nimam dolgo časa, bi šla pri intervjuju z Emielom Lamersom, kar vam želim ključnega, kar je povedati, je, da mi je povedal, zakaj je Nizozemska tako posebna in kaj je danes ključna težava pri, dajmo reči, ki se soočajo arhitekti, urbani načrtovalci, skrajno podnebne spremembe. So tu res ekstremni pojavi. Torej, če so enkrat imeli, Nizozemsko vsi poznamo po dežju, če so enkrat imeli, se je vedlo poplave, deževna obdobja skoraj skozi celo leto, imajo tudi zdaj, predvsem v poletnih časih, sušna obdobja. Zato se morajo, poleg preprečevanja poplav, so morali svoje urbane načrte in arhitekturo tudi usmeriti na zadrževanje vode, predvsem hranjenje deževnice. In kar bi vam želela, zakaj je Nizozemska tako posebna, Prvič, kar sem opazila tudi sama in tekom svojega bivanja, je ta aktivna participacija državljanov. In ta povezanost, država sodeluje z vsemi, dajmo reči, so družbeno strukturo, torej politika, industrija, lokalno prebivalstvo, do mikroravni, torej aktivna participacija državljanov, kar je še tukaj, da Nizozemska večino svoje pokrajine, ravno zaradi poplavljanja, je ustvarila sama. Imajo čisto drugačno, zato tudi miselnost, torej od umetnih otokov do zelenih površin. Oni so ustvarili celotne mikroklime sami, torej so preoblikovali čisto državo, pokrajino. Zato imajo tudi drugačen pristop. Ljudje dosti lažje sprejemajo spremembe, modernizacijo, obožujejo trajnostno arhitekturo. To je povezano tudi z odprtostjo države za novosti. Radi so potovali, to pa je tudi
dajmo reči, radi potujem, ampak to je tudi z njihovim kolonializmom povezano, z njihovimi bivšimi kolonijami, tudi ta odprtost, čeprav ima to tudi zelo temačno plat. In njihov duh, odprtost duha, ne. Preizkušanje novih konceptov tudi ljudem na mikroravni predstavlja izziv, ne. Jih ni strah sprememb, ne. Razlike med Slovenijo in Nizozemsko je, da v Sloveniji je naravno okolje, nekako nam je naravno dano, smo bolj v stiku z njim, medtem ko Nizozemci tako rečeno sami oblikujejo in preoblikujejo svoje naravno okolje. Zato mi dejansko v Sloveniji se prilagajamo na naravno okolje, ki je že nekako dano, čeprav tudi podnebne spremembe so, ki jih je treba upoštevati, medtem ko Nizozemci preoblikujejo že tisočletja svoje okolje in s tem ustvarjajo tudi zeleno mikroklimo. Pomen interdisciplinarnosti pri zagotavljanju zelenih projektov, torej urbani arhitekt ali arhitekt sodeluje tudi, dajmo reči, z naravoslovjem, z biologi in tako dalje, ne. In bi izpostavila še pomen sodelovanja z državami globalnega juga. Tudi tu se mi zdi predvsem pomembno, predvsem je izpostavil to, da je potrebno iti v države, na primer globalnega juga na teren, tam preučiti konkretne okoliščine, povabiti tudi deležnike k nam in tako izmenjevati izkušnje, seveda vse zahteva specifični pristop glede na specifično lokalno okolje. Ker, tako da bom šla kar naprej. Zanimivi primeri trajnostnih pristopov. Torej, ne, kot sem še rekla, so v samem vrhu po solarni energiji. Torej, vedno več se vlaga v mestni infrastrukturi, v večjih mestih, solarni paneli, so v samem svetovnem vrhu po kolesarski infrastrukturi, imajo 33.000 kilometrov kolesarskih površin, ki so tudi ogrevane delno, v glavnem zelo razvito. Največ e-polnilnic za avtomobile, mislim, da so drugi na svetu, zdaj delajo to, da bi v večjih mestih, in moram že končati, tako da, kar vam še lahko pokažem, potem te večnamenske trge, plavajoče objekte, v glavnem ni plavajoča naselja, tako da tu bi lahko govorili, mogoče pustim gor, pa še kaj povem drugi. Ja, zdaj ne vem, si lahko dovolim kakšno vprašanje v tem sklopu ali gremo kar naprej še s 5. esejem. Eno vprašanje mogoče vam dam, ker ste rekli, da dejansko kaj vse dobro počnejo, ne, v Amsterdamu oziroma na Nizozemskem. Na Nizozemskem okolje, kot ste tudi omenili, je zelo drugačno od slovenskega, ampak kakšne so prakse, kaj bi lahko dejansko prenesli tudi k nam, kar tam uspeva? Tako, največ znanja imajo v zvezi s poplavljanjem in poplavami in tukaj je znanost tudi zelo napredna in lahko bi prinesli, ne vem, tudi ko sem se pogovarjala z arhitektom, ko sva skupaj malo tako razčlenjevala, je rekel, da najbolj tole plavajočo infrastrukturo, na primer, če vzamemo primer gorskih jezer, kjer je zelo težko karkoli graditi, ampak zaradi strmega področja, malo je tudi površine okoli jezer, bi naredili take plavajoče, ne vem, rekreativne parke, mogoče počitniške hišice, ki se jih da odstraniti, ne, potem bi tukaj lahko tudi globalno pomagali na področjih, kjer imajo podobno klimo, kot imajo oni sami, na primer v Bangladešu je tudi bilo v zadnjem času veliko poplav, potem na Floridi in tako da bi se dalo to tehnologijo z nasipi, z drugo infrastrukturo, temi barikadami, mostovi,
črpalkami, kjer so oni zelo prenes tukaj v zvezi s poplavljanjem. Arjana Savarin, Sutorska skupina umetnosti in družbene vede, hvala za enkrat. Gremo še k zadnjemu eseju danes, k zadnji tutorski skupini Biologija in medicina in tutoriranka Nastja Turkanović, živijo. V vašem eseju odpirate perečo temo glede odpornosti na antibiotike v urbanih vodah in vprašanja, ki se pojavljajo. V zvezi s tem prekomerna uporaba antibiotikov izvaja pritisk na bakterije, ki razvijajo odpornost na nje in posledično zmanjšuje našo sposobnost za zdravljenje določenih bolezni oziroma zahteva iskanje novih zdravil. V eseju omenjate, da je prisotnost antibiotikov v odpadnih vodah ključen faktor, ki povzroča mutacije in gradi odpornost patogenov. Bi lahko na kratko razložili inhibitorne in subinhibitorne ravni antibiotikov in kako ti vplivajo na bakterije? Ja, najlepša hvala za vprašanje in še lepo pozdravljeni z moje strani. Minimalna inhibitorna koncentracija protimikrobne učinkovine povzroči zaustavitev rasti bakterij, medtem ko pa minimalna baktericidna koncentracija antibiotikov uniči celico popolnoma. Zdaj, pomembno pa tukaj je subinhibitorne koncentracije protimikrobnih učinkovin. Te pa ne zaustavijo rasti in razmnoževanja celic, ampak povzročijo stresne okoliščine in stresne dejavnike, ki lahko privedejo do poškodb DNA pri bakterijah in to v njih sproži SOS odziv. Pri tem SOS odzivu gre za popravljalne mehanizme DNA in mutagenezo, ki lahko privedejo do novih mutacij, ki vodijo do nastanka odpornosti proti antibiotikom. Ta proces je nadzorovan z dvema proteinoma, LEX-A in REC-A. LEX-A zavira SOS sistem, medtem ko REC-A inhibira LEX-A ob stresnih dejavnikih in sproži odziv celice v obliki SOS sistema. Obstajajo meritve, ki bi nam dejansko pomagale prepoznati koncentracije antibiotikov v vodi in potencial razvoja mutacij v bakterijah? Seveda, mi lahko z kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami določamo prisotnost antibiotikov v vodah. Z kvalitativnimi metodami določimo, ali je antibiotik sploh prisoten v vodi, z kvantitativnimi pa določimo vsebnost antibiotika, torej koliko ga je prisotnega v vodnem telesu. Poznamo zelo različne tehnike in metode, ki nam omogočajo zaznavanje antibiotikov, naprimer vse od spektrometričnih metod, od kromatografije, masne spektrometrofije, mikrobioloških metod, ampak vse te metode imajo svoje slabosti in prednosti. In odvisno je, na podlagi česa si bomo mi izbrali določeno metodo za določanje vsebnosti antibiotika, na to pa vplivajo različni faktorji, kot so katere opremo sploh imamo na voljo, koliko osebja imamo na voljo, koliko osebja imamo na voljo, ki se zna upravljati z temi metodami, kako pogosto bomo merili in od razmer, ki se dogajajo v okolju na licu merjeno in še bi lahko naštevala. Lahko pa tudi seveda potem določimo stopnje mutacij. To pa določimo s tem, da ko se konča rastna faza neke kulture, jo izvedemo razmaz te kulture na selektivno gojišče in na njem dobimo mutante. Medtem pa isto kulturo damo na selektivno gojišče, da dobimo neko celokupno število celic, torej tistih, ki so mutirale in nemutiranih. Potem pa lahko z primerjavo teh dveh rasti ugotovimo stopnjo mutacij. Nekatere raziskave omenjajo hidrodinamično kavitacijo kot tehnologijo, ki bi omogočila ne le čiščenje odpadnih voda, ampak tudi razgradnjo antibiotikov. Katere so glavne točke, kjer pride do izlivanja antibiotikov v odpadne vode? So to zdravniški domovi, so to bolnišnice, gospodinjstva, kmetije, kje največ zaznavate tega? Moramo se zavedati, da 90% antibiotikov, ki jih zaužijemo mi ljudje in živali, se izločajo v urinu in fecesu v obliki stranskega produkta. Prav tako pa je pomembno, da vemo, da se skoraj vsak ta drugi pacient v bolnišničnih okoljih po svetu zdravi z vsaj enim antibiotikom. Čeprav
vodovod bolnišnic predstavlja le 1% urbanih vodovodov. Ta prinaša največje količino odpadnih vod tudi 100-kratno večjo koncentracijo antibiotika v teh odpadnih vodah v primerjavi z ostalimi. Zelo velika žarišča, v katerih so prisotni antibiotiki v odpadnih vodah, so tudi seveda farmacevtske industrije, kjer so, na primer, to je zelo problematično v Indiji, ker pridobivajo surovine za proizvodnjo antibiotikov, kjer so našli tudi v rekah, ki so poleg farmacevtskih industrij, tudi v velikostnem razredu od 20 do 30 mg na liter. To se sliši zelo malo, ampak v resnici so to zelo ekstremno velike količine antibiotikov, ki so prisotne v vodi. Ne poznamo nekega univerzalnega sistema čiščenja, ki bi preprečil širjenje odpornosti na antibiotike, ampak kakšni pa so tisti pristopi, ki že lahko delujejo danes, kakšne so prednosti oziroma slabosti? Če se bi tukaj na tem točki navezala na Slovenijo in kako se to dogaja pri nas, v čistilnih napravah mi čistimo vodo v 3 stopnjah. In sicer prva stopnja je mehanska, potem sledita pa aerobno in anaerobno čiščenje. Pri mehanski stopnji dejansko sprejemamo odpadno vodo, in sicer odpadno komunalno vodo, industrijsko odpadno vodo in pa odpadno vodo, ki jo dobimo z padavinami. Nato sledi odstranjevanje delcev, grobih delcev, ki so velikosti 3 mm ali več. Potem imamo maščobnike in peskolove. Maščobniki odstranijo maščobo s pomočjo vpihovanja zraka od spodaj navzgor in posnamemo maščobo. V peskolovu se pa dejansko pesek usede na dnu bazena, ki ga potem posnamemo, in ta pesek se lahko uporabi naprej v gradbene namene. Nato to vodo odpeljemo naprej do aerobnega in anaerobnega sistema čiščenja. To se ponavadi dogaja v SBR bazenih, v katerih so prisotna naša mikrobna biomasa in temu rečemo aktivno blato. Ta mikrobna biomasa je zadolžena za odstranjevanje in razgradnjo organskih snovi, ki so prisotne v vodi. Prav tako pa se dogaja tukaj denitrifikacija in nitrifikacija do atmosferskega dušika in pa prevzemanje fosfatov. Antibiotiki se do neke mere lahko razgradijo, večinoma tukaj povzročajo zelo velik selekcijski pritisk na mikroorganizme. In sicer čistilne naprave predstavljajo nekakšno stičišče, kjer se srečujejo razne bakterije, te, ki nosijo zapis za rezistenco in te, ki ne nosijo. In tukaj pride do izmenjavanja informacij in dednega materiala in tako lahko neka bakterija, ki ni odporna na antibiotike, postane kar naenkrat odporna. To je zelo velik problem. Ker naša slabost tukaj je, ker mi čistimo z aktivnim blatom, aktivno blato so pa dejansko mikroorganizmi. In zaradi tega pride do privzemanja večjega števila bakterij in genov, ki imajo zapis za rezistenco. Zdaj bom pa morala zaključiti. Ja, rdeč karton. Nastja Turkanović iz tutorske skupine Biologija in kemija in medicina. Najlepša hvala za tole predstavitev. Takole zaključili smo prvi krog debate. Zdaj kar vabim v drugi krog, kjer je možnost replike in seveda tudi povezovanja stališči drugih disciplin, in bomo spet začeli po vrsti s prvo skupino, kar je tutorska skupina Računalništvo in tutoriranec Domen Mohorčič. V primeru energetike Maribor ste omenjali možnost uporabe umetne inteligence za stroškovno optimizacijo ogrevanja mesta. Kako je lahko umetna inteligenca koristna za načrtovanje modularnih jedrskih elektrarn? Kolega nekaj veliko omenjal modularnih jedrskih reaktorjev, ampak gre v bistvu za jedrske reaktorje, ki so bistveno manjši od tipične jedrske elektrarne in se jih lahko postavi v roku 2 let praktično na katerikoli lokaciji. Zdaj, strojno učenje bi tle lahko prišlo prav v 2 primerih. Prvi primer je prav načrtovanje delovanja takega jedrskega reaktorja. To bi se lahko uporabilo, na primer, spodbujevano učenje, ki bi potem nek agent probal optimizirati tak reaktor.
ta reaktor bi potem šel čez razne simulacije in na ta način bi se v bistvu strojno učenje lahko bi v bistvu lahko nekako izračunalo, optimiziralo najbolj optimalen jedrski reaktor. Druga stvar pa je, da je v bistvu take reaktorje bi lahko z pomočjo strojnega učenja določili lokacije, kjer bi taki reaktorji prišli najbolj prav. To bi recimo bila deli električnega omrežja, kjer elektrike ni vedno dovolj, ali pa mogoče v delih, kjer so omrežja ne najbolj stabilna. Taki reaktorji bi tam prišli prav, saj bi omogočali neko konstantno oskrbo z električno energijo. Kibernetska varnost je tesno povezana s kritično infrastrukturo. Porazdeljeni sistemi omogočajo večjo odpornost. Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri zaznavanju napadov? Ja, v bistvu tle moramo najprej pogledati, zakaj so porazdeljeni sistemi boljši. Če v bistvu imamo samo eno točko, recimo, da imamo v primeru elektrarn, če bi cela Slovenija imela samo eno elektrarno, en vir električne energije in recimo, da se tej elektrarni karkoli zgodi, cela Slovenija ostane brez električne energije. Če pa imamo recimo, ne vem, 200 elektrarn, malo veliko, ampak tudi še potem recimo, če ima vsak tretji Slovenec na svoji hiši sončne celice, s katerimi lahko tudi oskrbuje slovensko energetsko mrežo, potem odpoved nekaj takih električnih postaj v bistvu ne predstavlja večjega problema. Zato v bistvu so taki porazdeljeni sistemi veliko bolj odporni na napade kot ne. Strojno učenje tukaj lahko v bistvu pride prav, ker osnova delovanja strojnega učenja je nekako zaznavanje ne anomalij, ampak v bistvu detekcija nekih patterns, vzorcev, hvala. V bistvu detekcija vzorcev in takoj, ko bi recimo v sistemu bila kakršnakoli anomalija, jo strojno učenje takoj v bistvu ujame, lahko da naprej za obdelavo. Lahko se pa uporabijo tudi, na primer, pametni agentje. Lahko bi imela v bistvu vsaka elektrarna nekega svojega pametnega agenta, ki bi se sproti prilagajal na trenutno delovanje omrežij. Če bi zaznal tak agent kakršnekoli anomalije, bi se v bistvu lahko prilagodil v realnem času, ko se dobil svoje varnostne parametre. Prednost takega sistema pa je, da bi agenti lahko tudi med sabo komunicirali in bi potem en agent, če se na primer zazna kibernetski napad na eno energetsko tovarno, recimo, bi ta agent lahko poslal informacijo drugim tovarnam in bi se hkrati posodobila cela mreža in s tem zavarovala pred kakšnim večjim napadom. Domen Muhorčič, najlepša hvala iz tutorske skupine računalništvo prihajate. Gremo naprej v tutorsko skupino fizika in matematika. Gregor Kržmanc, nekatere raziskave omenjajo hidrodinamično kavitacijo kot tehnologijo, ki bi omogočila ne le čiščenje odpadnih voda, ampak tudi razgradnjo antibiotikov. Bi lahko na kratko razložili fenomen kavitacije? Moram reči, da te teme ne poznam prav zelo dobro. Tako da žal ni ravno moje področje, tako da ne vem, če zares lahko odgovorim. Saj tu je malce spodbujanje tudi recimo razmišljanja, malce drugače od v bistvu teh stvari, ki ste jih predstavljali, da malce se prestavite tudi v neko drugo raziskovanje oziroma neko drugo področje, o katerem lahko razmišljate. Ja, zdaj vsekakor na nek je modeliranje takih sistemov, pravzaprav nekako domena fizike in tudi pravzaprav strojnega učenja. Se na nek način sta področji precej podobni, ampak podobni in na nek način različni. Meni se zdi ta precej podobni, torej na vse zadnje taki sistemi so, torej take sisteme pač obravnavamo pač na nekako podobne načine. Ja. Kavitacija torej ni ravno vaša tema, če razumem dobro, ampak ste se kdaj ukvarjali s hidrodinamično kavitacijo in postopki za ustvarjanje tako imenovanih nanobubbles? Pravzaprav ne. Raziskovalno se nisem še ukvarjal s tem področjem, tako da težko odgovorim na to vprašanje, so pa v resnici težko odgovorim.
Bomo šli kar naprej k tutorski skupini biokemija in kemija Iona Novljan. V Sloveniji je bil pred kratkim ustanovljen Center za tehnologije genske in celične terapije. V Sloveniji je 120.000 bolnikov z redkimi boleznimi, katerih 80% so genetskega izvora. Kakšna sodelovanja so možna v okviru tovrstnega centra, če povežemo s tem, kar ste govorili o inovaciji zdravil in vsega, kar prinaša zraven? Ja, tak center je definitivno en zelo velik korak naprej, ker to, kar sem govoril, ne morejo v bistvu biti inovacije brez teh članov, ki so v bistvu prvotni člani, ki dejansko raziskujejo, ki sprejemajo informacije od tisočih in tisočih pacientov, ki jih ta center bo. Ta center bo potem zajemal še zelo veliko raziskovalno dejavnost kot tako in glih projekt take raziskovalne dejavnosti, kjer se analizira tisoče in tisoče podatkov, se lahko potem najde določene tarče, recimo za zdravila, lahko se dela, recimo, če se s strojnim učenjem, se da zelo veliko nekih, v bistvu najdeti nekih prediktorjev določenih bolezni, skratka, zelo širok domet tega znanja, tega primarnega znanja, ki se ga taki centri naredijo. In potem taki centri lahko sodelujejo z recimo industrijo, z nekimi industrijskimi partnerji, ki pa potem recimo ta zdravila znajo in imajo tudi sredstva dostaviti na trg. In tako v bistvu imajo na koncu dneva vsi korist. Tako recimo bi imel korist center, če bi licenciral neko tako tehnologijo, bi imel korist recimo za dodatni prihodek, dodatne finance, ki jih taki centri vedno potrebujejo in potem seveda tudi neko prepoznavnost na nekem globalnem nivoju. Podjetje pa potem dobi glih to, kar najbolj rabi, neko inovativnost, nek korak naprej, ki pa mogoče njej sami celo ni dostopna. Ima Slovenija kritično maso pacientov za te klinične teste oziroma jih lahko pridobi, če postane evropska oziroma svetovna referenčna točka za to področje? Kakšna partnerstva bi morala dejansko vzpostaviti v ta namen? Ja, se mi zdi, da tukaj ne bo toliko problem, če nam bo uspel dobiti ljudi, se mi zdi, da bo bolj problem, da jih bo preveč. Se mi zdi, da je teh pacientov tako veliko, takih centrov relativno malo in v bistvu smo del Evropske unije, kar še privede, kar v bistvu paciente samo porazdeli med temi redkimi centri, kar pomeni, da bomo mi imeli vrh glave pacientov, podatkov in bomo lahko pomagali res mnogim na tem področju. Iona Novljan iz tutorske skupine biokemija in kemija, hvala. Gremo naprej k tutorski skupini umetnosti in družbene vede. Arjana Savarin, v svojem eseju omenjate mnoga prizadevanja na vodovarstvenem področju. Kot je že prej omenjala kolegica s področja mikrobiologije, prisotnosti antibiotikov v vodah lahko povzroča razvoj odpornosti bakterij nanje. Kako ukrepa Nizozemska na tem področju, v tem oziru? Ja, bi se samo za trenutek še dopolnila. Prej sem rekla za plavajoče objekte na jezerih in sicer sem pozabila povedati, da so premični. Torej, ko jih ne bi potrebovali, bi se odstranili in ne bi predstavljali večjega posega v okolje. Ja, Nizozemska na področju preprečevanja antibiotikoma, da te ne preidejo vode, ima kar precej razdelano tako zakonodajo tudi. In sicer, kar je ključnega pomena, je sodelovanje. Torej, sodelovanje državne ravni z industrijo, farmacevtsko industrijo in spet z mikroravnjo, zdravniki, farmacevti, veterinarji. In sicer gre v to, če grem po korakih, prvič, da je usmerjeno predpisovanje antibiotikov, da je pod nadzorom, da res se zmanjšuje predpisovanje oziroma tako je bilo tudi navedeno, namesto da se napiše sklop, ne vem, ali pa drugih zdravil 30 v kompletu, se jih 10 pa se pol spremlja. Potem naj bi se šlo tudi v to, da bi telefarmacevtske obrati industrijski imeli svoje prečiščevalne naprave, da tako sploh ne bi prišlo do izliva v površinske vode in tudi ravno tako bolnišnice. V bolnišnicah so tudi poudarili zmanjšati tudi bolnišnično preprečevanje okužb, ker vemo, da danes tudi
v bolnišnicah ne pride do okužb in pol je to znatno spet povečanje antibiotikov, potem, da bi celo v bolnišnicah uvedli vrečke pri pacientih, ki uporabljajo res specifična zdravila in antibiotike in ki so priklenjeni na postelje, da bi se te vrečke potem ne zlivalo v posebne kontejnerje oziroma da bi se neutraliziralo vsebino. Tako da, ja, cel ta spekter, mislim, res povezanost in sodelovanja in tudi mednarodnega sodelovanja je bilo poudarjeno, tako da se sprejema. Kar je bilo pa tudi z letom 2009, so v kmetijstvu zmanjšali, torej od 2009 do sedaj za 60% uporabe antibiotikov pri piščančjereji in živinoreji. Tako da tudi v kmetijstvu, ne, spet gre tukaj za druge antibiotike. Tako da, ja, na vseh ravneh ne poskušajo, pa tudi pri kmetijskih obratih, kot vemo, zdaj so imeli tudi proteste velike, ravno, ker tukaj pa je kritika, ne, nizozemske politike prehitro, torej do 2050 brezogljična družba, a do zdaj so tudi veliko vlagali v povečanje živinoreje, zdaj pa kar naenkrat in to je kmete zelo razjezilo. Torej tudi tukaj se uporablja v samem kmetijstvu cel kup tehnologij za prečiščevanje voda že v samem hlevu, od robotov za čiščenje zraka, od nagnjenih tav, da se ne mešata urin in blato, živine in tako dalje, tako da imajo veliko odnose dela na vodo. Arjana Savarin iz Tutorske skupine umetnosti in družbene vede, hvala lepa za tole kar razgreto odgovor. Še zadnja tutoriranka iz Tutorske skupine biologija in medicina, Nastja Trukanovič, lahko novi pristopi čiščenju voda, ki odstranijo antibiotike, obstoječim antibiotikom podaljšajo uporabno in tržno dobo? Tukaj je zelo pomembno, da se zavedamo, da antibiotiki niso edini faktor, ki prispevajo k selekcijskem pritisku in pospeševanju horizontalnih prenosov in aktivacije SOS sistema. Velikokrat pozabimo, da pač v odpadnih vodah so tudi pesticidi, biocidi, težke kovine, ki vse to vpliva in pospešuje širjenje odpornosti proti antibiotikom. Seveda pa, če bi si zdaj predstavljali neko utopično situacijo, kjer bi obstajal nek čistilni mehanizem, ki bi odstranil vse te faktorje, ki vplivajo na širjenje rezistence, bi to definitivno bilo zelo dobro in tržno koristno za industrije, ker potem bi to podaljšalo uporabno dobo nekega antibiotika, ker bi tudi širjene rezistence proti tem antibiotiku se zelo upočasnilo. Pomeni, da bi mi na daljši rok lahko uporabljali določen antibiotik, kar je zelo v smeri trajnostnega razvoja. Prav tako bi pa to bilo dobro z etičnega, moralnega vidika, smiselno vlagati v razvoj novih antibiotikov. Tukaj je pa edin problem, ker farmacevtske firme ne dobijo profit od novih antibiotikov, ker ponavadi je prepovedano sploh jih dati v prodajo, zaradi tega, ker predstavljajo neko našo rezervno, neko zadnjo bojno linijo, kadar ostali antibiotiki ne pomagajo. Ampak, kakor pravim, če bi nam uspelo v smeri trajnosti podaljšati uporabo nekega antibiotika, bi to bilo zelo smiselno, ker bi časovno dlje zdržalo. Kakšen bi bil dejansko tržni potencial tovrstne inovacije za industrijo? Ja, kakor pravim, z stališča farmacevtske firme je, kakor je prej kolega Jonas zelo dobro povedal, da ponavadi manjše firme in pa v akademskih krogih je zelo velik interes v razvijanju nekih stvari, ki mogoče velike farmacevtske firme se ne želijo s tem ukvarjati, ker nimajo od tega nobenega profita. Tako da, če bi se uspelo povezati večjim firmam z manjšimi in vlagati v razvoj antibiotikov, bi to bilo dobro za družbo. Prav tako pa bi nekega dne verjetno predstavljalo to tudi profit za veliko firmo, ko bi ta antibiotik končno stopil v prodajo in uporabo. Najlepša hvala za vse te vaše poglede in razmisleke.
Takole se zaključuje drugi del razprave in odpiramo možnost za tretji del, kjer pa lahko tudi sami in predvsem ste vabljeni, da tudi sami pridodate, poveste, kar še ni bilo povedanega v prvih dveh razpravah, pa bi najprej povabila k razpravi Gregorja Kržmanca iz tutorske skupine fizike, ker je bilo v prejšnjem drugem delu malce nesporazuma, pa me zanima, kaj nam je v bistvu še ostalo oziroma kaj bi radi še sami pridodali k temu, česar nismo še danes osvetlili, omenili pri debati. Zdaj recimo kolega Domen na moji desni omenjal modularne jedrske reaktorje in tudi porazdeljena omrežja, seveda so nekako bolj v smislu, da so bolj agilna in tako naprej. Zdaj, jaz bi rekel, po drugi strani so pa tudi, naprimer, ne vem, ko govorimo o nuklearki 2, vedno nekako, oziroma večinoma govorimo, da bo zraven nuklearka 1, nekako tudi zato, ker tam je kader, ker pač za uporabljati. Recimo, če uporabim ta glagol jedrsko elektrarno, je potreben zelo visoko sposoben kader, tako da to je tudi, to je nekako mogoče slabša stran te porazdeljenosti. Imate morda še kakšen poudarek iz vaše tutorske skupine, ki bi ga bilo vredno tukajle omeniti? Imate kakšno vprašanje za kolege, ki so z vami za mizo, bi jih izzvali s čim? Zdaj nekako dostikrat, ko delamo te analize, simulacije in tako naprej, katera energetski scenarij se bolj splača, naprimer, mislim, vedno moramo zbrati neke parametre. Tako da, kar se tega tiče, pač je potem vedno se nekako lahko seveda prilagodimo, tako da bo pa, ne vem, jedrska energija najslabša, tako da tukaj se mi zdi vredno dodati, da pač je pomembno nekako celo sliko gledati, pač kako posamezen parameter vpliva in kaj so naše prioritete. Se pravi CO2, recimo energetska odvisnost in tako naprej. Je kdo, ki bi se odzval na povedano od vas tukajle? Domen Mohorčič vas je izzval na začetku oziroma vas omenil, Gregor Kržmanc. Ja, v bistvu ima prav glede na to, da kader za upravljanje z nuklearko je v Krškem in bi najbolj smiselno bilo, da je tudi druga nuklearka v bližini. Glede varnosti pa to ni najbolje, ker če gre slučajno karkoli narobe, potem kar naenkrat izgubimo 2 nuklearki. Ja, se strinjam. Je pa po drugi strani seveda Slovenija tako majhna, da to mogoče ni bistveno. Ne vem, če primerjamo mogoče z ZDA. Domen, bi še vi radi kaj izpostavili, česar še nismo povedali, na kar nismo še opozorili, kar ste počeli v vaši tutorski skupini pri tem drugem eseju? Ne, ravno bi se dotaknil še strojnega učenja in v povezavi z zdravili in proizvodnjo zdravil. Tukaj treba povedati, da včasih so pač zdravila razvijali tako, da so na roke preverjali, kaj deluje in kaj ne. Danes, hvala Bogu, lahko tukaj pripomore strojno učenje. Imamo ogromne baze zdravil, torej njihove kemijske kompozicije. Tudi imamo podatke iz raznih preizkušanj teh zdravil, kako se določena zdravila odzovejo pri določenih osebah. Tukaj pride v poštev tudi recimo genetika, testirane osebe, razna krvna slika, ostali podatki. Tu strojno učenje lahko pomaga tako, da za neko novo zdravilo, neko novo kemijsko spojino napove, kakšne učinke bo imelo na človeško telo in ali bo sploh efektivno, recimo v boju za koronavirus, so na tak način zelo na hitro lahko priredili v bistvu spojine, ki bi virus neutralizirala in so s tem lahko na hitro razvili naprimer tablete, ki zavirajo razvoj bolezni. Je pa tukaj zelo treba paziti, kakšne podatke imamo, ker še zmeraj gre za naše zdravstvo. Če imamo recimo slabe podatke in če na teh slabih podatkih potem model reče, neka kemijska spojina bo odlično delovala, potem pa gre v produkcijo in se izkaže, da je ravno nasprotno, so lahko grozne posledice.
strojno učenje z medicino je treba biti res, res izjemno pazljiv. Kje so še mogoče vidiki, na katere moramo biti pozorni? Kje so še pasti, ki se lahko pojavijo? Pasti strojnega učenja je v bistvu so v glavnem pri podatkih. Torej, strojno učenje se zna iskati vzorce v podatkih, se uči na podatkih in zna potem napovedovati. Tukaj treba v bistvu vedeti, da če imamo slabe podatke, Mogoče bi se dotaknil tega, kar mogoče javnosti ni tako znano in kar je mogoče tudi velik del tega, zakaj imamo zdaj, ne vem, v 30 letih na leto pol manj zdravil, ki pridejo na trg. In to so v bistvu, koliko dejansko stane razviti eno poprečno recimo zdravilo. Koliko, če je bilo to v 90 letih okrog milijarda, smo zdaj že recimo na 2,6 milijarde po najnovejših ocenah. Kar to je v bistvu tako ogromno denarja, da je v bistvu to res težek izziv za neko farmacevtsko industrijo. To seveda lahko povežemo tudi z nekim časom, ki traja, da pride neko zdravilo od ideje do produkta, je lahko 10 do 15 let. In tako da, ne vem, mogoče to je zanimivo za ljudi, mogoče tudi iz tega vidika, ko smo se prej pogovarjali o, ne vem, odporu proti recimo cepivom za COVID, oziroma nasploh neko mogoče se v zadnjem času širi neko splošno nezaupanje nekim konvencionalnim zdravilom, da v bistvu taki podatki, kot recimo, da 1 na 5.000 do 10.000 zdravil dejansko pride na trg, nam pove, da v bistvu je to, kar pride na trg, res vrh, kar lahko mi proizvedemo in to, kar je res 200% varno. In če se tudi navežem na strojno učenje, je to v bistvu zelo dobro orodje za najti neke spojine, ampak od točke, ko pa spojino imamo, mislim, da bi mi kar začeli delati to spojino in jo dajati ljudem, je totalno nepredstavljivo. V bistvu je najtežji in tudi najdražji del proizvodnje zdravil je ravno to pač klinično testiranje. Tako da v bistvu je neka zelo dobra sinestezija, predvsem da najdemo boljše spojine preko strojnega učenja. Mi smo jih že najdeli prej, ampak kako recimo, oziroma imamo mi neko spojino in potem te spojini recimo lahko samo en majhen košček spremenimo in lahko dobimo temu se reče zdravila naslednje generacije. In imamo lahko recimo od penicilin, zdaj mislim, da že okrog 5. generacijo, kar meni v bistvu smo in zdaj lahko v tem času z strojnim učenjem lahko to razširimo še zelo širšo, da v bistvu zdravila, ki že delujejo, naredimo boljša in bolj učinkovita. Seveda ne, z razvojem gre vse naprej. Hvala lepa, Jona Novljan. Arjana Savarin, bi se še vi radi oglasili na določenih področjih, ne, tukaj smo vas kar ustavili pri predstavitvi, vaši PowerPoint predstavitvi, imate še kaj za pridodati? Bi morda imeli še kakšno navezavo s kolegi, kakšno drugo skupino, tutorsko skupino, ki je raziskovala na drugem področju in vidite povezave z vašim področjem? Ja, bi želela izpostaviti še eno temo, ki mi je zelo pri srcu, pa bom pol še, kar mi bo uspelo, dopolnila glede z Nizozemsko. In sicer bom prebrala delček manifesta, ki so ga napisali aktivisti na globalnem jugu. Kar je novega v tem trenutku, so prehodi čiste energije na globalnem severu, ki so še bolj pritisnili na globalni jug, da pridobijo kobalt in litij za proizvodnjo visokotehnoloških baterij, balsa les za vetrne turbine, zemljo za velike sončne celice in novo infrastrukturo za vodikove megaprojekte. Razogljičenje bogatih oziroma globalnega severa, ki je tržno in izvozno usmerjeno, je odvisno od nove faze okoljskega opustošenja globalnega juga, ki vpliva na življenje milijonov žensk, moških in otrok, da ne omenjamo nečloveška življenja.
nečloveškega življenja. Ženske, zlasti iz agrarnih družb, so med najbolj prizadetimi. Na ta način je globalni jug znova postal območje žrtvovanja, koš domnevno neizčrpnih virov za države severa. Zato moramo nujno razpravljati in izvajati nove vizije ekosocialne tranzicije in preobrazbe, ki bo bolj pravična za vse glede na spol in glede na razmerje med severom in jugom. In ki bo vključevala tako lokalno kot mednarodno okolje. No, to mi je bilo blizu, da izpostavim še ta problem, ker se na račun mnogih multinacionalk in projektov globalnega severa še vedno izkorišča globalni jug, ga zadolžuje, tudi države na severu potem omogočajo različna posojila in kredite, tako da države globalnega juga so povsem nemočne, mislim, v tem kontekstu potem morajo spoštovati klauzule in se je zelo težko tu potem prebiti, kamoli govoriti o zeleni tranziciji. Zdaj pa bi izpostavila še en projekt, ki ga prej nisem uspela, in sicer na Nizozemskem v zvezi s poplavljanjem so leta 2013 zgradili prvi tak vodni trg, se imenuje, in to je namen Nizozemske, zelene multifunkcionalne površine. Ta trg, na primer, je bil zgrajen 2013 v Rotterdamu in ima, na primer, 3 bazene, 2 manjša in enega večjega. V času deževnega obdobja, na primer, se ti bazeni polnijo. V času, na primer, ko ni poplavljeno, pa te bazeni zagotavljajo in ta mestni, dajmo reči, park zagotavlja, ne vem, multifunkcionalno površine, na primer amfiteater, potem steze za rolkanje, igrišče za košarko in odbojko. No, ta bazen se potem, ko se sprazne, nastane amfiteater, igrišče in v to sodelovanje tega projekta so vključili tudi ravno tako lokalno skupnost, šole. Potem bi omenila kolesa, ki čistijo smog iz zraka, torej so začeli tudi s projekti, na primer si izposodiš kolo in medtem ko kolesariš, se potem to kolo ima tak filter na volanu in se čisti zrak. Potem, kar bi še izpostavila, je kmetovanje na mestnih strehah. V Rotterdamu se nahaja 1000 kvadratnih metrov, dajmo reči tako urban vrt, ki se imenuje Dek Aker, in je eden največjih v Evropi, in tudi spet potem zanimivi projekt je še v Rotterdamu in Utrechtu, so avtobusna postajališča spremenili, rečemo, v zelene površine, so nasadili travo, privabljajo čebele in biodiverziteto povečujejo. Tako da, evo, to bi bilo z moje strani. Arjana Savarin iz Tutorske skupine umetnosti in družbene vede. Najlepša hvala. Še Nastja Trukanović iz Tutorske skupine biologija in medicina. Na kaj smo danes pozabili? Kako izhajate iz svoje, tudi osebne izkušnje, to, kar raziskujete, počnete, kar delate v vaši tutorski skupini? Kaj bi še izpostavili? Jaz bi pa morda želela približati to tematiko širši javnosti, torej vsakemu posamezniku, da se vsak pri sebi vpraša, kaj lahko storim jaz kot posameznik. Torej, tudi nekdo, ki mogoče ne študira in se ne ukvarja s tem področjem. Pomembno je, da se zavedamo in naučimo pravilno rokovati z antibiotiki in zdravili. Torej, da antibiotike res v namene trajnega razvoja in čim daljše uporabe nekega antibiotika in da čim počasneje se širi rezistenca antibiotika, da jih uporabljamo le res takrat, kadar je nujno, da ga uporabljamo po navodilih zdravnika, da ga jemljemo toliko časa, kot nam je predpisal zdravnik. Prav tako, da ostanke antibiotikov in nasploh vseh zdravil in zdravil, katerim so je potekal rok, ne mečemo v smeti, ne zlivamo v odplake, ampak jih nesemo nazaj v lekarne, kjer zaposleni pravilno z njimi rokujejo in poskrbijo za pravilno uničenje teh substanc, da se ne znajdejo v naših odplakah.
Prav tako se mi zdi, kakor je kolegica Arjana omenila, da Nizozemska je zelo lep primer sodelovanja na vseh nivojih in interdisciplinarnosti, da se povežemo, kar se tiče znanstvene ravni, družboslovci, naravoslovci, da lahko pravilno in efektivno izobražujemo širšo javnost, tudi kmete, ki uporabljajo pesticide in biocide, ki se prav tako povzročajo nek selekcijski pritisk na mikroorganizme in se to kopiči v okolju, da jih naučimo pravilnega rokovanja in delovanja s tem in da zastopijo, zakaj je to tako zelo pomembno. Seveda je to dolgotrajen proces, zahteven proces, ki se ne bo zgodil z danes na zjutraj, zato je zelo pomembno to sodelovanje in interdiscipliniranost. Prav tako se mi zdi zelo smotrna navezava, ki je omenil kolega za umetno inteligenco v namene iskanja novih zdravil. Kakor je Jona prej tudi omenil, da dejansko zdravila, sploh antibiotiki, nimamo nekih novih antibiotikov, ampak so dejansko vsi antibiotiki, imamo neke modifikacije podobnih kemijskih struktur. Tukaj bi mogoče bilo interesantno razvijati umetno inteligenco v smeri modifikacije že obstoječih molekul in bi s tem mogoče lahko pridobili neke nove antibiotike in bi bilo to zanimivo za farmacevtsko industrijo. Najlepša hvala vsem, ki ste izpostavili področje in stvari, o katerih se moramo pogovarjati in jih je dobro vedeti. Mislim, da je zdaj nastopil čas, ko lahko svoja vprašanja podate tudi tukajšnji udeleženci in tisti na Zoomu, pa me zanima, če je kdo med vami, ki bi karkoli vprašal naše tutorirance oziroma tutoriranke tukajle v dvorani. Je kdo, ki se bo pogumil, je kdo, ki še ni dobil odgovora na kakšno vprašanje, na kakšno temo, oziroma bi ga zanimalo še kaj dodatnega, kar je bilo povedanega danes? Roka gor. Tako. Okej. Živijo. Se pravi, najprej hvala vsem za res zanimivo podajanje tem svojega mišljenja. Jaz imam pa vprašanje za Jono. In sicer me zanima, omenil si ta klinična testiranja, pa tvoj pogled na to, da bo pacientov dovolj. Kako se pa v bistvu potem poskrbi za izobraževanje teh pacientov? Ker ena stvar je zdaj paciente privabiti, imamo ful dobro idejo, bo pač to testiranje plačano. Kako se pa pacienti izobrazijo o tem, v kaj se spuščajo? Ja, to je dejansko zelo velik nekak etičen problem, ampak na koncu dneva vam povem, da je v bistvu bolj etično iz drugega primera. Da recimo ima zdravnik neko testno zdravilo, ki ga pa recimo pacientu pač ne sme dati, ker so mu recimo dali, da lahko da 10 pacientom in on zbere teh 10 pacientov in to je to. Da pač ta zdravila, dokler pridejo do faze pacienta, so pa običajno najprej testirane na miših, potem so testirane na zajcih, potem so testirane na šimpanzih in potem še naprej pridejo na ljudi. In večino zdravil na točki, ko delajo že te teste, so pa na to zdravila, ki res lahko rešujejo življenja. In na tej točki se mi zdi, da vsak zdravnik si v bistvu želi tega in tudi vsak pacient večinoma si želijo tega. Redki so primeri, vsaj v novejšem času, so se dejansko dogajali včasih veliko takih primerov in je bilo zelo sporno, ampak v novejšem času je zelo veliko pravil, ki to zelo lepo, zelo omejujejo in zaznanijo zelo močno paciente, kaj je v bistvu lahko posledica določenega zdravila, ampak spet velikokrat so posledice, da ne dobiš zdravila, lahko še hujše. Imamo eno vprašanje na Zoomu, če se ne motim, pa ga bom kar jaz prebrala.
kateri poklici so po vašem mnenju ključni v prihodnosti trajnostne družbe? Vsi ste pozvani na ta odgovor, pa lahko začnemo kar tukaj na začetku pri Domnu. Lahko pa komu drugim. Okej, v redu, bomo začeli pa pri nas. Ja, jaz sem tega mnenja, da so dejansko pomembni vsi poklici in da ni toliko pomembno, kateri poklic, ampak sodelovanje med različnimi strokami. Da je to ključ trajnostnega razvoja za prihodnost, ker interdisciplinarnost in sodelovanje med različnimi disciplinami, na primeru, ki smo ga že omenili danes, umetne inteligence in jedrske energije, razvijanja novih zdravil, tega sam, recimo, kot nek farmacevt ne more, a ne. Tukaj se dopolnjujemo z nekom iz področja informatike in računalništva. Tako da za mene bolj ni vprašanje tega, kateri poklic, ampak kako sodelovati in povezovati se med seboj. Bi Arjana še kaj Jaz se tudi popolnoma strinjam, pri meni, zame je tudi ključna interdisciplinarno sodelovanje na projektih, in na državni, zasebni ravni, v glavnem interdisciplinarnost, in ravno tako enakovrednost tudi družboslovja, naravoslovja, vseh ved, ker le skupaj, združeni, lahko dejansko predstavimo nek celosten načrt, projekt, različne vidike in na vse zadnje tudi kritični proces, ki ga mogoče z ene discipline ni tako viden, je pa z druge in tu se da tako malo amortizirati in sinhronizirati in najti neke boljše rešitve in vključevati bolj tudi, ne vem, vse te projekte, civilno družbo in iniciative. Jona, bi še kaj dodali? Ja, mogoče najbolj tako iz drugega vidika, da je mogoče najbolj pomemben poklic volilec. Se mi zdi, da na tak način je edino možno delati velike spremembe, tako da si družba nekaj želi in izvoli predstavnike, ki si želijo enako. Gregor? Ja, jaz bi rekel, da je zelo pomembno najti to ravnovesje med, se pravi, kot je Arjana začela, interdisciplinarnostjo in tudi recimo temu globoko specializiranostjo v neko temo, torej nekako, da smo v eni temi zelo dobri in jo poznamo do v bistvu, pa tudi poznamo neke druge teme. In tudi recimo to z družboslovjem, na primer, se mi zdi zelo pomembno, ne vem, zdaj sem se spomnil recimo primer kreativno pisanje, se mi zdi, da je vadanje kreativnega pisanja zelo pravzaprav pomembno, ker nekako skravžamo svoje, recimo temu, kreativni del možganov v smislu brainstorming in te zadeve, se mi zdi, da to zelo koristi potem. Čeprav mogoče ni povezano z neko naravoslovno temo, no, jaz sem fizik, recimo. Domen? Jaz itak, da se strinjam najbolj z interdisciplinarnostjo, bi pa reč, v bistvu, moje osebno mnenje je z najbolj pomembnih poklicev, oziroma bolj pomembnih vzdrževanje infrastrukture, ki jo imamo. Mi smo ratali v bistvu globalna civilizacija in nekako brez te povezanosti se mi zdi, da kar kot človeštvo ne bi znali več živeti in se mi v bistvu zdi zelo pomembno, da se to ohranja in še naprej izboljšuje. Tam predvsem v mislih recimo komunikacijske zveze, torej telefonijo, internet, potem pa tudi za prevozna sredstva, ne tukaj prevozna sredstva, ampak za transport, prevozi, povezave za prenašanje surovin in po končni fazi tudi za elektriko in oskrbo z vodo. Najlepša hvala za odgovore. Imamo še koga, ki bi karkoli vprašal, izzival koga od tutorirancev tukaj. Imate kakšno vprašanje? Ne, na spletu ni nič, tukaj tudi ni nobene roke gor. Potem bi pa vas morda jaz vprašala, kako govorimo o trajnostnem razvoju že cel čas, vi boste tudi tisti, ki boste delovali v tej smeri, ker te zadevanja so v tej smeri. Kaj menite, nam bo uspelo postati bolj zelena družba in dejansko hoditi po tej poti, katero smo si zastavili tudi z današnjo okroglo mizo? Kdo bi začel? Lahko kar jaz. V redu. Moje osebno mnenje je, da v bistvu zelo težko trenutno, ker res je, da se veliko poudarja na tem, koliko moramo mi sami kot posamezniki delati za zeleno okolje, je pa tudi tukaj pomembno omeniti, da v bistvu
kot posamezniki ne moremo nič spremeniti. Okay. En posameznik ne, skupina, mogoče že večja skupina, ja. Tukaj so še zmeraj recimo velike korporacije, ki tudi same veliko prinesejo k onesnaževanju, hkrati pa v bistvu ozaveščajo ostale, da moramo se obnašati zeleno. Tako da po mojem mnenju, dokler se v mentalitetah teh večjih korporacij ne zgodi kaj veliko, bomo bolj težko kaj naredili. Sistemske rešitve, torej, ima še kdo kakšno dopolnilo, bi še kdo karkoli dodal, ima drugačen pogled mogoče, da nam bo uspelo? Jaz mislim, da jaz sem kar optimist, no. Se mi zdi, da nam lahko uspe marsikaj, no, kot recimo Jona je omenjal COVID, torej nekako na hitro so se stvari razvile in spremenile, seveda ne vse v enem letu ali kakorkoli že, ampak je pravzaprav, smo že začeli z ogromno znanja, ampak mislim, da bo v redu. Zdaj startamo tudi zdaj z ogromno znanja, ne samo prenesti ga moramo v realnost. Ima še kdo od vas kakšno repliko? Jaz se tudi zelo strinjam z Domnom. Še vedno so dosti močni lobiji in korporacije, ampak tudi jaz sem optimistična. Mogoče se zdijo tudi včasih banalni tej pristopi na mikroravni, da vsak lahko poskrbi. Tudi to je nekaj. Že to je nekaj. Vsaka majhna stvar je nekaj. Na lokalni ravni, na globalni ravni. Predvsem tukaj vidim problem tudi na področju politikov, ki zanikajo podnebne spremembe. In kar mi je še ena stvar, nikoli se ne omenja oceanov. Oceani proizvedejo od 50 do 85% kisika na zemlji. In komaj zdaj, po 20 letih, torej od 2000 je tekla razprava, so prišli končno do tega sklepa, da treba zaščititi biodiverziteto v morju in to 30% samomorskih površin. Da ne govorimo, kako tudi multinacionalke, tudi tej nasipi v zvezi z Nizozemsko, tudi z nasipi so bile kritike, ker kopljejo po morskem dnu, pa da ne govorimo tudi za vrtanje, za pridobivanje nafte. Koralni grebeni so že čisto skoraj opustošeni in vse to daje tudi življenje. Mi smo zelo odvisni od morja, ne samo od kopnega, tudi od morja in tukaj treba dati tudi še več poudarka. Tako da res, že majhni, jaz tako vedno rečem, ker mi reče vedno, kaj se toliko, preveč se sekiraš, nič ne boš mogla spremeniti. Če bi tako razmišljali, ne bi odpravili ne suženjstva, ne ničesar, tako da vsak korak šteje, po mojem. Še kdo? Ja, jaz se zelo strinjam z Domnom in z Arjano, in sicer, da je to zelo težka pot, ni pa nemogoče. Ker, kakor pravi kolegica Arjana, vsi koraki štejejo, tudi tisti najmanjši, ker nekje je treba začeti. Tako da mislim, da prvo mora vsak posameznik pri sebi začeti, seveda je pa tukaj zelo velik problem, konflikt interesov, in sicer nas kot posameznikov in nasprotujočih korporacij, ki jim je v interesu profita. Tako da tu je pa tisto, ker nekje je treba začeti. En posameznik, dva in se zberejo in potem se lahko zbere množica ljudi in naredi spremembe. In se zgodijo spremembe. Jona? Ja, jaz se strinjam, da je nekje treba začeti, ampak se mi zdi, da točke, kjer mi začenjamo, so velikokrat zelo napačne. Se mi zdi, da je glavni problem v našem spopadanju s podnebnimi spremembami ravno to, da mi v bistvu na naši lokalni ravni, recimo Evropi, Ameriki, se trudimo določene stvari implementirati, medtem kakor je povedala že Arjana, da v bistvu povzamemo globalnemu jugu pa recimo vire. In v bistvu najlažji način, kako se znebiti oziroma zmanjšati podnebne spremembe, enostavno z dviganjem življenjskega standarda v svetu, pač tretjega sveta. In jaz sem mnenja, ne vem, ali je to pozitivno, negativno, ampak jaz mislim, da ko bo enkrat bilo se splačal, ko bo enkrat denar tam, kjer v bistvu so težave, da bomo lahko delali spremembe naprej, sicer pa v našem kapitalističnem svetu bo zelo težko kako drugače. Upam pa, da bo na neki točki bo sigurno denar pri globalnih spremembah, se vprašanje, bo to dovolj zgodaj.
Dovolj zgodaj. Se je morda še kdo zdajle o gumu in bi še karkoli vprašal? Zdaj imate možnost, da vas, evo, roka gor. Vi ste vsi odlično predstavili svoj del prispevka vaših projektov in dela na vašem projektu. In potem v drugem koraku ste pa tudi več od vas je omenilo pomembnost interdisciplinarnosti in pa sodelovanja. A si vi pa morda kako predstavljate, da v okviru ASEF-a vas 5 sodeluje od začetka iz nule na enem projektu? In kako morda se tega lotiti? Jaz sem eden od tutorjev in me to zanima. Kdorkoli. Ja, meni bi se zdelo to super, da se vsi skupaj, torej določimo skupaj en projekt preko brainstorminga ali pa preko kakšne aktualne teme in vsi svojega področja sodelujemo na istem projektu. To bi bilo zelo zanimivo in tu bi lahko res v praksi probali to interdisciplinarnost in na koncu ta projekt predstavili lokalnemu okolju, širši družbi ali pa odvisno od teme, kateri bi bil namenjen. Tu bi lahko iz neposredne prakse res združili svoje misli in vizije za zeleno prihodnost ali karkoli drugega bi pač zbrali. Tako da se mi to zdi odlična ideja. Ja, to je v bistvu zelo fajn, se mi zdi. Zelo fajn, da se povezujemo med sabo, ker se mi zdi, ko enkrat zaideš v neko zelo specifično pot, si zelo obkrožen z ljudmi, ki so zelo isto misleči iz istega, recimo, področja in je prav osvežilno slišati humanistika, fizika, različne stvari, je zelo osvežilno in bi bilo zelo zanimivo dejansko delati skupaj na enem projektu. Ja, jaz se strinjam z Jono, ker če se mi lotimo nekega dotičnega problema, ti ta problem gledaš le svoje perspektive in znanje, ki ga imaš ti. A ne, vsi pa poznamo pregovor več glav, več ve. In če imamo neko skupino ljudi, ki so specializirani v različnih področjih, ker naenkrat dobimo pogled iz različnih zornih kotov in lahko najdemo optimalne načine reševanja nekega problema, pa se še kaj novega naučimo. Tako da je to in zabavno in zelo koristno, po moje. Še kdo, ki bi dodal? Jaz v bistvu, po mojem, bi bil največji problem najti tak projekt, ki zadeva vse naše področje, ker smo res, pokrijemo kar veliko področje, najprej smo računalništvo, fizika, matematika, kemija, biologija, zdravstvo, družboslovje, umetnost. Ja, največji problem bi bil najti tak projekt, ki zajema vse, po mojem, nekako 3 discipline skupaj bi pa šle. Ne vem, ker sem naravoslovec, itak da najbolj vidim pač kemijo, fiziko, računalništvo, medicino, mogoče tudi neke matematike zraven. Ampak ja. Mogoče je to poziva razmišljanje ravno o tem, kako se ste povezovali. Ima še kdo kakšno vprašanje? Evo, roka gor. Meni se je pa zdel, Gregor, da si dobro povedal takrat, da so 20 let nazaj rekli, čez 20 let bo. Že pa rekli, čez 20 let bo. To sem se spomnil, da sem bil majhen, sem se s starejšim bratom pogovarjal, ki je bil 8 let star, pa sedel sem še z bratrancem, pa vprašam bratranca, koliko si pa ti star, pa je on rekel 10 let. Pa jaz tako razmišljam, pa računam in rečem, še 2 leti pa boste izenačena. In na to sem se spomnil, ker si to razlagal. Ampak kaj pa mene zanima je pa, kaj je naslednji korak za fisijske reaktorje, ne smo se pogovarjali. Me v bistvu zanima, a je naslednji korak, ki ga moramo narediti v to smer, a je to nekaj, kar je zelo jasno, pa je v resnici sam težko doseči, tehnično, a je to v bistvu nekaj, kar še ne vemo, kar pričakujemo. Ali pa če te drugače vprašam, kaj bo naslov naslednjega članka v Science na to temo, če mogoče veš, ali pa če poveš svoje mnenje. Zdaj seveda dogaja se marsikaj, veliko stvari, recimo kolega Domen je omenjal tudi modularne jedrske reaktorje, vsaj delno, se pravi pač neke nove tehnologije v smislu, ker zdaj
teh tradicionalnih reaktorjih je nekako največji problem glede največji problem pravzaprav ta dolga konstrukcija, pač 10 let, 15 let minimum, mislim, da se ocenjuje za NEK2. Tako da deloma naj bi ti modularni reaktorji to sicer rešili, tukaj je tudi problem v ceni potem, ker seveda naprej je zelo, zelo težko napovedati potem, koliko bo pa to zares stalo. Sem precej odvisno tudi, če bi ta denar investirali nekam drugam, bomo imeli več verjetno in tako naprej, ampak na koncu se to še vedno splača. Torej ti modularni jedrski reaktorji recimo so zdaj neka taka tehnologija, ki je pravzaprav zelo nova, 19. januarja letos, mislim, da so v ZDA odobrili nek tako grobo načrt takega reaktorja. Ti pa pač ne bi te glavne pomanjkljivosti odpravili pravzaprav. Zadovoljivo še kdo? Je pa v bistvu za vse. Glede na to, da smo zdaj družba, ki na dnevni ravni dobi res ogromno podatkov naenkrat, pa bi lahko iz teh podatkov, kakor si Domen lepo povedal, dobili neke vzorce, neko dodatno znanje, ampak da ti te podatke obdeluješ, moraš imeti mogoče neko osnovno znanje. A mislite, da bi mogel v prihodnjih 20 letih vsak človek vsaj neko osnovno znanje podatkovne znanosti ali pa programiranja imeti, da bi lahko res dosegli neke korenite spremembe v načinu, kako delujemo? Ja, v bistvu družba gre vedno bolj v to smer računalništva, oziroma tudi računalniki, elektronske naprave so vedno bolj del našega vsakdana. Za analizo podatkov ne vem, se pa strinjam, da bi v bistvu družba morala biti bolj računalniško izobražena, tudi večji poudarek bi moral biti na računalništvu in tudi predvsem ne nujno na programiranju, ampak na tem logičnem razmišljanju. Ker v bistvu recimo programiranje je pač moraš ti prav povedati, prav po korakih, kaj naj program naredi, vse treba eksplicitno napisati, ni to sem neki, ja, bomo dali noter podatke, pa bo ena metoda nekaj izračunala, pa bomo dobili v en graf. Je treba v bistvu kar razumeti, kaj vsak korak dela in tle vidim, da je v bistvu največje pomanjkanje, ker ljudje ne razumejo, tudi če se kdo recimo zunanji pride, pa se spravi v računalništvo. Vse programirati je tako, pač enostavno, vsak zna pisati na računalnik. Problem je, da pač tudi ljudje razumejo, kaj tisto, kar so napisali, res deluje in pa kako bi vse to v bistvu znanje potem tudi uporabili za specifične probleme. Ja, točno tako, da je to v bistvu način razmišljanja in ta način razmišljanja je zelo, zelo smiselen. Jaz bi ga dal v osnovno šolo. Pa ne zato, da bomo znali Android boljš uporabljati, ampak zato, ker je to način gledanja, ki nam lahko pomaga. Če tako izobrazimo ljudi, se mi zdi, da se lahko še večjih problemov znebimo, kakor samo računalniška neizobraženost. Jaz bi dodal tudi ta mišljenje, torej nekako vsaj osnovno razumevanje metod je tudi nekako pomembno glede vloge nekako naše v družbi in dejansko, da vidimo, kako smo obdani pravzaprav z različnimi modeli za priporočevanje, za priporočila oglasov recimo in tako naprej. Je pa tudi pomembno seveda, danes smo skozi omenjali umetna inteligenca, povsod pravzaprav, mislim, da čisto povsod na vseh področjih. Se mi zdi, da je tudi problem tudi nekako prevelika pričakovanja od umetne inteligence. Mislim, seveda pač sistemi delujejo zelo dobro, dokler delujejo. Zdaj recimo, če potegnem usporednico s fiziko, zdaj v fiziki se umetna inteligenca zelo pogosto uporablja, oziroma strojno učenje, ampak model z 10 milijardami parametrov, ki ga ne razumemo, ni glih fizika, fizika je nekaj bolj preprostega, fizika je Newtonov zakon, recimo F je M krat A, recimo, tako da se mi zdi zelo pomembno, da nimamo vseh pričakovanj. Ja, meni se tudi zdi zelo pomembno poznavanje osnovnih veščin, že tako na osnovnošolski ravni, ampak kot je plus, koliko nam je odprlo svet, jaz kot pedagoginja, pedagogi se že več let opozarjajo tudi
pretirana uporaba vseh teh tehnologije in vseh spreminja tudi nevrofiziološko strukturo možganov, tudi na boljše na določenih delih, kar se tiče procesiranja vseh teh podatkov in vse, tako da tu kot znanja se mi zdijo pomembna z področja uporabe in čim bolj optimalne uporabe, ne toliko samega programiranja, kot res uporabe, vešče, da čim prej priješ do določenih mogoče informacij, rešitev, da lažje procesiraš vse te informacije. Tu se mi zdi pomembno tudi varovalke, tako se tudi o tem ozaveščati, ker imamo nemalo primerov tako pretirane odvisnosti od vseh tehnologij, in čisto ta tudi virtualna življenja se ljudje, tudi mladi, nažalost dostikrat čisto odklopijo od, dajmo reči, realnega sveta. Tako da se mi zdi pa definitivno pomembno izobraževanje na tem področju, ker jaz sama vem, jaz sem iskreno povem, že komaj pri 15 letih začela uporabljati računalnik in vem, koliko se mi je to poznalo, ta manko napram drugim, ki so mogoče imeli prej to možnost. Tako da je definitivno pomembno. Ja, jaz bi se tu mogoče navezala na Arjano pa na Jona, ki sta poudarila, kako je pomembno, da to začnemo čim prej razvijati. Ker tudi jaz iz osebnih izkušenj, na primer s podatkovnimi bazami in temi stvarmi se nisem srečala, dokler nisem prišla na fakulteto. In je zelo velik preskok, sploh za nekoga, ki mu to zelo ni všeč. Tako da je zelo fajn, ker je to nek način razmišljanja, ga je prej uplest, kakor pravi Jona, v osnovne šole, v srednje šole, da je potem lažje in pač to bi reševalo, kakor je naprej tudi mogoče nekatere druge probleme, ne samo kar se tiče programiranja in računalništva. Tako da ja, se strinjam s tem, da bi to morali uplesti veliko prej v šolskem sistemu. Jaz bi v bistvu sem še dve repliki. Najprej, ki si rekel, da ne smemo imeti prevelika pričakovanja do umetne inteligence. To je absolutno res. Najbrž ste vsi že slišali za ChatGPT. Mislim, da je glih včeraj, 2 dni nazaj je OpenAI podjetje dalo ven ChatGPT 4, novo različico. Ne vem, koliko parametrov ima, zelo velik. Glavni model je še boljši, sprejema poleg teksta, slike, videe, karkoli, res. Ampak vse, kar ta model v ozadju je, da zna na podlagi vhoda napovedati naslednjo besedo. ChatGPT ne razume, kaj mu vi napišete, ne razume vsebine, tudi ki jo on dobi in kaj on ven da. On zna samo, ChatGPT je natreniran, nemo reči, na celem internetu. Prebral je vsa besedila na celega interneta in seveda, če ga ti vprašaš, kateri dan je naslednji od ponedeljka, pač na internetu je to napisano, ponedeljku sledi torek in ti bo znal povedati, ampak program, ta model ne razume, kaj to dejansko sploh je. Tu, na primer, so demonstrirali, ChatGPT-3 je imel blazne probleme sploh z matematičnimi nalogami, ker številk ni razumel. Na primer, bili so primeri, nekdo mu je dal finančno poročilo nekega podjetja in naj ga opiše v nekaj stavkih. Opisal ga je zelo dobro, ampak si številke zmislil. To je taka, na primer, slaba stran. Druga replika, ki jo imam, je pa na Arjano, in sicer, da so računalniki, v bistvu, da so nas tudi spremenili na boljše, pa na slabš. Na boljš, bom najprej za slabš povedal, v bistvu se to vidi predvsem pri razvoju otrok. In pač starši, včasih pač so se starši veliko več družili z otroci, danes pač starš otroku da iPad, igraj, peš na YouTube, igraj igrice. In v bistvu se izgublja ta osebnostni stik med starši in otroci, tudi starši se pač, ne vem, grejo v park z otrokom, otroke naigrali, starš pa na telefonu bere novice. Edina, kar vem pa, da je dobra stvar, mislim, taka res dobra stvar, no. Profesionalni igralci igric imajo izboljšane reflekse. Zaradi tega, pač njihovi refleksi so bili hitrejši. Moramo pa v bistvu se nekako zavedati, da vsaka elektronika, moramo na njo gledati samo kot na orodje, ne pa kot na nek cilj. Tako da ja.
Ja, pa pomnjenje se mi zdi, da znajo boljše. To so z igri. Jaz sem tudi, tako otrok do 3. leta naj sploh ne bi smel gledati v ekrane drugače. Ne. To danes je skoraj nemogoče. Ne. Še kdo? Če ni več vprašanj, bi jaz tole debato, ki danes zaključila. Jaz se zahvaljujem Domnu Mohorčiču, Gregorju Kažmancu, Joni Novljan, Arjani Savarin in Nasti Turkanović, 5 tutorirancem oziroma tutorirankam, ki so nam danes predstavili svoje eseje in v bistvu smo razvili tudi eno zelo zanimivo debato o prihodnosti, pa tudi o sedanjosti. Hvala lepa za tole razpravo. Tole je bila druga okrogla miza Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Zahvaljujem se vam vsem tukaj, ki ste se oglasili na okrogli mizi. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste nas spremljali na Zoomu. Hvala lepa vsem udeležencem za ideje, razmisleke. Želim vam vse najboljše pri nadaljnji študijski in seveda potem tudi profesionalni poti. Zagotovo se bomo še kdaj srečali, ker kot ste ugotavljali, na sodelovanju sloni marsikaj in predvsem skrb za boljšo prihodnost. Hvala lepa in hvala lepa tudi vam tukaj. Lep večer želim.